današnji oddaji nekaj besed o redu in pravilih obnašanja na smučišču. Ta nosijo številne oznake in kot vidite, ob enem od njih sedim tudi sam. Sicer pa naj začnem s tako imenovanimi FIS pravili. Ob vznožju oziroma ob vsaki napravi boste našli pravila, ki jih lahko vidite tudi na ekranu, in če jih boste upoštevali, boste naredili začetek že kar dovolj. Bi pa rad izpostavil nekaj pravil, ki so še posebej pomembna. Prvo, kar je pomembno, je zavedanje, da niste sami na smučišču. Še bolj pomembno je vedno predvideti možnost naleta oziroma sam temu pravim, dati prednost drugim smučarjem. Ko pa že govorimo o prehitevanju, potem morate vedeti, da vedno je nazadnje kriv, ali če obrnem, ima prednost smučar, ki je pred nami, oziroma krivec morebitne nesreče je vedno tisti smučar, ki prihaja od zadaj. Da bi se izognili trkom in naletom, se izogibajte ozkih grl oziroma po potrebi počakajte, da se tako grlo izprazni in potem nadaljujete s svojim smučanjem. Bodite pozorni še posebej na mesta, kjer se proge srečujejo, tako imenovana križišča. Naj povem, da so sicer označena, vendar večkrat smučarji take oznake spregledajo in žal vse skupaj rezultira v naletih. Večkrat govorimo o kontroli hitrosti. Res je, prav kontrola hitrosti je tista, ki pravi, kako dobri, kako izurjeni in predvsem kako odgovorni smučarji smo. Kljub temu na smučišču najdemo več oznak, ki na hitrost opozarjajo, kjer natančno piše počasi oziroma upočasnite svojo hitrost. Slednje pomeni, da je na tem mestu možnost naleta velika, torej še enkrat upoštevajte oznake in prilagodite svoje smučanje tudi ostalim udeležencem na smučišču. V tokratni oddaji vam bomo postregli s karakteristikami sodobne tehnike smučanja. Rekli smo že, smučanje danes ni enako smučanju nekoč. In kako se to rezultira v sami tehniki? Prvo, smuči so nekoliko bolj zastenjene, kot so bile v preteklem času. Gibanja vertikalnega ni več tako izrazitega, temveč se je prelilo v stransko, tako imenovano lateralno gibanje. Obod palice ni več tako nakazan, kot je bil v preteklosti, ampak tisto, kar je najbolj pomembno, gre za aktivacijo tako gležnjev kot kolen, da bi lahko smuči zarezovale čiste zavoje. Torej, gibanja smo rekli, in nagibnih kotov je bistveno več oziroma so bolj ekstremni, kot so bili pri smučanju s starimi smučmi. Morda še ena od pomembnih informacij, govorimo, da danes smučar spremlja svoje težišče, torej se giba v smeri zavoja, da bi na ta način lahko maksimalno izkoristil stranski lok smuči. Stališča izvedb samih zavojev danes govorimo o dveh osnovnih tehnikah oziroma kombinaciji obeh. Prva je tako imenovana tehnika vrtenja stopal oziroma oddrsna tehnika. Druga je tehnika, ki bazira na zvračanju stopal, govorimo o zarezovanju zavojev oziroma zaredni tehniki. Največkrat uporabljena v praksi pa je tako imenovana kombinirana tehnika, torej kombinacija tako vrtenja stopal v prvem delu zavoja kot zarezovanja v samem nadaljevanju. In prav ta tehnika omogoča najbolj optimalno kontrolo hitrosti, kar smo že povedali, je pravzaprav najbolj pomembno.